Na novinarski konferenci Slovenske ljudske stranke, ki bo na temo predreferendumske kampanje, ker bomo 10. aprila na referendumu odločili o zakonu o malem delu. Kot najbolj veste, je Slovenska ljudska stranka, takrat tudi poslanska skupina, na zadnjih glasovanjih glasovala proti temu predlogu zakona, zato tudi v sklopu referendumske kampanje pozivamo državljanke in državljane, da se za tak zakon ne odločijo, ker po našem mnenju ne ponuja pravih rešitev za trenutno stanje na tem področju, kar se tiče trga dela. Zraven mene sta podpredsednica Slovenske ljudske stranke, gospa Olga Franca, in poslanec Slovenske ljudske stranke v Državnem zboru, gospod Franc Pukšič, ki vam bosta v osnovi povzela glavne razloge, zakaj Slovenska ljudska stranka temu predlogu nasprotuje. Dober dan, lepo pozdravljeni. Slovenska ljudska stranka je proti takšnemu zakonu o malem delu, kot je bil sprejet oktobra lani. Razlogov je zelo veliko, našteli bomo danes bistvene. Bistvenih 5 temeljev, zakaj smo proti, je prvič. Ves čas smo v Slovenski ljudski stranki predlagali in zahtevali od vlade sprejem zakona o štipendiranju. Torej sočasnost sprejemanja zakona o malem delu in zakona o štipendiranju. Zakon o štipendiranju je šele sedaj ugledal luč sveta in ustvaril bistveno prepozno situacijo, zaradi tega pa nastajajo že posledice pri samih upravičencih, ki prejemajo otroške dodatke. To bomo videli konkretno letos junija. Drugič, študente je potrebno postaviti v ospredje v vseh teh upravičencih in seveda tudi pri študentih jih ločiti na tiste, ki študirajo 100% v breme države in tiste, ki študirajo ob delu in si sami plačujejo in imajo zato tudi po naših ocenah večjo pravico do večje količine ur. Tretjič, minister obljublja v tem zakonu, konkretno v 3. členu, sprejem aktivne politike zaposlovanja, torej sprejem nekega programa, ki bo posegel na aktivno politiko ustvarjanja novih delovnih mest. To je absolutno prepozno. Danes imamo največje podjetje brezposelnih, 115 tisoč jih je članov v tem podjetju in s temi bi se morala vlada prvenstveno seveda z gospodarstvom ukvarjati. Nadalje imamo v naši državi zelo slab in neučinkovit nadzor nad že sedanjo ureditvijo študentskega dela in nov zakon postavlja novo veliko administracijo. Nove komisije, nove nadzore, nove napotnice, nove postopke, zakomplicirano reševanje in vse to ustvarja nepotrebne stroške in nepotreben odliv denarja. Mi smo za spremembe, vendar kvalitetne spremembe. Ja, hvala lepa, podpredsednica. Lep pozdrav, spoštovane novinarke in novinarji. Pa se lotimo še nekoliko konkretneje. Prvič, če je minister mislil, da bo z tem zakonom rešil študentske servise in preveč denarja študentskim organizacijam, se moti. To bi seveda lahko naredil na kakršenkoli drug način. Na vse zadnje, v tem trenutku bi lahko ukinil študentske servise in napotnice. Ali bi šli preko Zavoda za zaposlovanje, tam imajo tudi registrirano vse tisti, ki so torej brezposelni, ali pa, pogledajte konkretni primer, če delodajalec lahko napiše in izpolni potni nalog za nekoga, ki dela preko študentskega servisa, potem bi seveda, tako kot tisto, ko pošle napotnico nazaj študentskemu servisu, tudi tam napisal transakcijski račun tistega študenta, mu sredstvo nakazal in seveda nakazal tudi tista sredstva za študentsko organizacijo. Torej, študentski servisi za posredovanje in služenje niso potrebni. To je nastalo izključno zato, ker je imela leva opcija vse skozi tu prste vmes in seveda interes, finančne. Drugič, pogledajte, na ta trg dela po
ministrovem malem delu, kar sem jaz seveda pripričan, da ne bo šlo skozi, da bodo ga državljanke in državljani na referendumu zavrnili, prihajajo upokojenci, brezposelni, študenti in dijaki. Ali, dajmo bolj poenostaviti, prihajajo moj dedek, jaz, kot starš, moj ta veliki sin, ki je študent, in še tisti ta mali mulc, ki hodi v srednjo šolo. Torej, vsi štirje se bomo sedaj prijavili in leteli nekam, da bomo prenašali kozarec iz ene, če torej plastično povem, iz ene mize na drugo mizo in sedaj bomo vsi štirje leteli in se bomo skregali in že, ne vem, doma zbrcali, kateri bo imel močnejše komolce, da bo prišel čez vrata prvi do te napotnice. Mislim, lepo vas prosim. Neumnost. Še ena neumnost Pahorjeve vlade. Še ena, katastrofalna. Veste, dedek nema penzijo, če je po 40 letih delovne dobe takšno, da bo lahko tistih par let, koliko še ima pred sabo preživo. Jaz, če sem brezposelni, oziroma oče, če je brezposelni ali mati, se naj država poskrbi za pogoje gospodarjenja, potem pa bodo seveda delavke in delavci dobili delo. Študent pa naj študira. Tako kot je tudi Pezdir napisal, v študijskem letu ima študent možnost opraviti kolokvije, vaje, naloge, izpite. Črta brezplačno. Če študent tega ne izkoristi, tega ni naredil, to, kar mu država nudi, ker brezplačno je za njega, za državo ni, to treba plačati. Potem črto dole, konc naslednjega leta, preden se pisal, izstaviti račun, pa naj plača tisto, česa ni izkoristil. Skratka, zakaj gre? Študent naj študira, ampak da bo lahko študiral, mora imeti zagotovljena dva pogoja. To je toplo sobo, pa topli obrok. Torej, če bo imel hrano in stanovanje zagotovljeno, potem bo tisti, ki bo mislil študiral. Veste, izkoriščanje tega študentskega statusa je pa seveda pač ljuknjaška zakonodaja in seveda na ta način pravzaprav še, po mojem, kar nekaj tam 20-30 tavžent ljudi držijo, da niso prijavljeni na zavod za brezposelne. Če ne bi bila seveda ta številka brezposelnih v naši državi bistveno višja. In še to neumnost, v 3. členu tam piše notri, da delaš lahko, plačaš lahko pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na koncu koristiti pa tega ne moreš. Čakaj malo, kje se pa to videlo? Torej, na koncu boš lahko koristil samo delovno dobo in še to seveda 60 minut je, mislim, da 40 minut, in na koncu pa seveda tega ne boš mogel koristiti za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ja, kaj mislim, da bodo potem hodili pri 95 letih v penzijo ali kaj? Mislim, torej, res popolna neumnost. Zato seveda v Slovenski ljudski stranki intenziviramo razmišljanje, delo na tem, da pripravimo zakon za študentsko delo. Naj bo študentsko delo je potrebno, se strinjam, sam sem bil 4 leta in 4 mesece diplomiral, študiral, poročal, otroka dobil in še študentsko delo. To, ampak seveda prvotno je bil jasno študij in temu je bilo vse podvrženo. Zato v Slovenski ljudski stranki državljanke in državljane pozivamo, pridite, izkoristite to pravico na referendum in 10. glasujte proti. Ker tej vladi pač treba povedati, da veliko besednjačenja ima okrog reform, speljala še ni nič, je pa na najnižji možni točki. Čas bi bil, da odide s tem zakonom vred. Še gospa podpredsednica, še nadaljuje par misli. Torej, na 2 stvari bi še opozorila. Pri zakonu o malem delu postavljamo v Slovenski ljudski stranki v ospredje študente. Študente, ki končajo študij in ki morajo dobiti delo. Zakaj študirajo in se vpišajo na drugo univerzo, na 3.
in študirajo še pri 40 letih, zato ker nimajo dela. Iz prispevkov, iz tega sedanjega že študentskega dela in malega dela, kot je v tem zakonu predvideno, torej ta sredstva, te dajatve, ki gredo v posebni, ki naj bi šle v posebni proračunski sklad, se po našem mnenju morajo v celoti in ne samo delno nameniti za zaposlovanje mladih, ki končajo študij ali pa srednjo šolo. In sicer za njihovo sofinansiranje pripravništva, za sofinansiranje njihovih prispevkov in njihovih dajatev za redno zaposlitev. Nobenega smisla ne vidimo v tem, da bi se iz tega zbranega denarja v tem skladu šlo vsem tem upravičencem, torej njihovim interesnim skupinam, različne dejatve, ker ta denar se potem porazgubi in iz njega ni nobenega učinka. Danes nam gori pod nogami za poslovanje in za poslovanje mladih, da vidijo pred sabo svoje perspektive. Upokojenci res imajo nizke pokojnine, vendar imajo svoj dohodek. Imajo tudi možnost varstvenega dodatka, imajo možnost socialne pomoči. Na mladih svet stoji in mladim moramo tukaj dati absolutno prioriteto, absolutno pogled vnaprej in ne stvari tako reševati. Tudi ta zakon ne posega v to, da so mladi, ki delajo in morajo delati, da preživijo, slabo plačani. Res, da se urna postavka tukaj s tem zakonom omeji navzdol, vendar mladi ne dobijo ne potnih stroškov in ne malice. Vemo pa že danes, da pri minimalni plači že zaposlenemu marsikateremu pomeni ta dva prihodka, torej iz potnih stroškov in malice, že polovico plače. In to ni zanemarljivo dejstvo in to bi v tem zakonu moralo biti tudi urejeno. Če se nekdo vozi, na primer, jaz sem z Primorske, iz Ilirske Bistrice v Koper, izračunajte, koliko ga to stane na mesec. Govorimo o 300 evrih. Torej, tudi z tega vidika mora biti zakon, mora imeti in reševati te stvari. Nadalje pokojninska doba. Pokojninska doba se sicer pri tem malem delu šteje, vendar ne gredo prispevki za pokojninsko osnovo. Torej, pokojnine zaradi tega ne bodo prav nič večje. In tudi to je neustrezna rešitev. In še enkrat bi poudarila, ta velika, nova, zapletena administracija, ki jo uvaja ta zakon, je enostavno v nasprotju z vitkimi organizacijami, po katerem seveda moramo vsi gospodarstvo strmeti in katerem seveda se trudimo in smo presenečeni na tem, da se je v ta zakon vneslo toliko novih komplikacij, novih inštitutov. In če povem primer, možno je, da nek študent ali pa upravičenec hkrati pri 3 servisih ali pri enem servisu naroči 3-4 napotnice in hkrati lahko dela pri več delodajalcih. Pomeni, ko bo prišlo do prekoračitve letne kvote, kateri delodajalec bo kriv? Prvi, drugi, tretji, vsak bo kazal na drugega in tukaj je popolnoma luknja. Pomeni, kdaj izdajati torej brez nobenega omejitve, kot bi imel neomejen limit na kreditni kartici. Torej, zakon mora postavljati v odgovornost posameznika, ki si mora voditi lastno evidenco opravljenih ur in ur, ki jih dela. In natančno ve, kdaj se ta limit izteče, če zakon predvideva limitiranje. Sicer je spet že najdena nova luknja in seveda neodgovornost delodajalcev, kajti delodajalec ne ve za drugega, kje še dela ta upravičenec. Še gospod Pučič. Ostajamo vam na razpolago. Torej, osnovno stališče Slovenske ljudske stranke je že bilo že davno, že več kot pripravi tega zakona, da popravijo nepravilnosti, ki se dogajajo okoli financiranja študentskih organizacij kot okoli študentskih servisov. To, da zakon o malem delu ni rešitev tega problema, temveč generalni poseg v trg dela. In zato pač se v SLS ne moremo strinjati z načelom boljše slabši zakon kot noben zakon, temveč zahtevamo drugo rešitev. Hkrati sta gospa podpredsednica in gospod poslanec še na voljo za vaše vprašanje. Kaj tiste zadeve okrog talerjev, talarjev in tako dalje, to vas nič ne zanima?
A bo Slovenska ljudska stranka se kje vključila v to kampanjo? Imate kakšne aktivnosti predvidene? Zdaj sem še pri zakonu ali bolj. Slovenska ljudska stranka je organizator kampanje za ta referendum, vendar, kot smo že na začetku povedali, delujemo predvsem vsebinsko, pač sodelujemo, odgovarjamo na vsa vprašanja, podajamo svoja mnenja, podajamo svoja stališča. Naslednji teden bomo organizirali še eno novinarsko konferenco, v kateri bomo še podrobno razdelali vsa neodgovorjena vprašanja, ki še sedaj ostajajo neodgovorjena glede novega zakona, ki pač prinaša rešitve, katerih posledice so zelo nepredvidljive. In iz tega vidika je Slovenska ljudska stranka aktivna v predreferendumskih kampanji, resnično pa, ker nismo pobudniki, nismo zagovorniki referendumov, pač tudi se nam ne zdi prav, da bi za ta namen trošili neka bajna finančna sredstva in plakatirali zloženke in v tem neke promocijske materijale. Sodelujemo konstruktivno z argumenti in z pač našimi pogledi na ta zakon, pri katerem v javni razpravi in tekom samega sprejemanja smo sodelovali, vendar na koncu pač tudi zato, ker ni prišlo do dogovora s socialnimi partnerji ali pa vsaj približne uskladitve, mu tudi v Slovenski ljudski stranki nismo mogli dati podpore in zato mu nasprotujemo tudi v referendumu. Aktivno pa obveščamo vse naše člane, torej na vseh regionalnih srečanjih. S posebnim pismom smo vse naše odbore po Sloveniji obvestili z vsebinskimi razlogi, zakaj proti, kaj je v tem zakonu slabo, kaj je povsem nekvalitetno, s čimer se ne strinjamo in kaj po našem vidiku bi moralo biti in kako bi moralo biti urejeno to, kar smo povedali. Tako da so vsi naši člani in seveda posredno njihove družine obveščene o tem našem stališču. No, danes smo dobili recimo eno pismo ene državljanke, neki pravi, kako bo upokojenec lahko torej star tam 70 ali pa nad, opravilo neko delo ob takšnem tempu, mislim se, res neumnost, in da ga sedaj pravzaprav siliš preko nekega malega dela, da bo dodatno se za sebe, mislim, poskrbel to. Tega pravzaprav svet ni videl. Še kakšno vprašanje?